Ok, lepo pozdravljeni. Upam, da uživate na NMN-ju. Jaz sem Jaka in vam bom predstavil danes znanost potovanja v vesolje skozi perspektivo sodobnih ZF filmov. Kaj bom poskusil tukaj povedati? No, dajmo še timer, da ne bomo podaljšvali te zamude. Okay. Poskusil vas bom malo spodbuditi, da mogoče kritično opazujete, kaj vam servirajo na TV ekranu, pa poskušate nekako prepoznati, kaj je tisto realistično, kaj je tisto, kar bi se res lahko zgodil, kaj pa tisto, kar so si sam na suho zmislili, pa vam zdaj prodajajo kot eno dobro znanost. Ok, tale punca ni čist samo za privabljene pozornosti, je pa tudi deloma služ temu, kaj je bila sploh moja motivacija, da sem se lotil tegale predavanja. No, po eni strani mi je všeč, če se vsake toliko malo popularizira znanost, popularizira logično razmišljanje, te stvari v življenju se izkaže, pridejo prav. Po drugi strani se dostkrat, ko gledam kakšen film, vprašam, gre to vse skupaj sploh skozi, a stvar sploh deluje. Prav, kaj je res v tej sodobni znanstveni fantastiki? Največ tega, kar vidimo danes, je pač iz Hollywooda, prav, kaj nam servirajo Američani. Ker bi rad malo poudaril to širjenje dobre znanosti, ne bom probal iskati dlake v jajcu, ne bom probal poudarjati nekih strašnih napak, ko so jih filmi pokazali, razen tam, kaj mogoče, tem, kaj človek mogoče mora opaziti. Ok, tako še en side topic je pa draženje teoretikov zarod, tako če slučajno kakšen v občinstvu, kam to podpira, bom vesel. Ok, tale video, pravičujem, služ enemu prikazu, koliko so stvari velike, še temu, da preverimo, če zvok dela. Ok, zdaj se počasi oddaljujemo od te punce, gremo ven nekako na celoten San Francisco Bay. Te imam da do konca na glas, vse, kar jaz lahko kontroliram. Zdaj, kaj poanta, Zemlja, velika tistih svojih dobrih 12,000 km počez. Tukaj se oddaljujemo vedno hitrejš. Počas vidimo že celo Osončje, najbližji asteroidi, naslednji planeti. Tukaj zdaj enkrat bodite malo pozorni, 3, 4, zdaj Voyager 1, najbolj oddaljen predmet, ki ga je človek uspel spraviti preč od Zemlje, pa oddaljuje se, tako da je vedno dlje. Zaključili bomo tle na eni smiselni razdalji, smiselni. Zdaj smo že krepko na svetlobnih letih, to se pravi na tipičnih razdaljah, ki jih svetloba prepotuje v enem letu. Ustavili se bomo nekje na naši galaksiji, dosti naprej. Se mi zdi, da če se ena vrsta enkrat nauči potovati po celi svoji galaksiji, mislim, da ni prav nobene ovire, da ne bi šli do sosedne, ker če jih 100,000 svetlobnih let ne moti preveč, pol so tam, ki hoče biti, kar se tiče potovanja po vesolju. Ok, da se vrnem nazaj do naše Osončje. Tale slika je narisana v merilu. To se pravi, Sonce je nekako lih toliko veliko, da še gre na tole platno. Večje pač očitno ne bi šlo, Mi smo tamle dal, mogoče se imečka roka trese, pa ne moram imeti točno pointerja na Zemlji, pa tretji planet po vrsti. Skratka, poanta je, da smo majhni, Majhni v primerjavi z vsem relevantnim v vesolju. To je bila poanta prejšnjega videa, pa to je tudi poanta naslednje slike. Na tej sliki vidimo nekako vse, kar je človek uspel do zdaj potovati po vesolju, ampak v merilu. Zemlja je pomanjšana na tistelih 20 cm, Luna je klej na teh 10, vmes je pa večinoma prazen, Imamo neki malega brcamo tukaj okoli, pošiljamo neke satelite v orbito, ampak to se bolj omejimo na tole. Luna je bil tak side trip tam v 70-ih, Večinoma smo pa kar tamle na tele modri žogci. Predvsem je pa poanta, da vmes je pa ful prazenga. Če bi naredili avtocesto do Lune, bi se vozile na dobrih 100 dni skozi. Sam iz očitnih razlogov, ali pa ne toliko očitnih, je ne moramo.
Ok, kako pa sploh potujemo, a ne? Če smo vse videli, da je Zemlja relativno daleč od Lune, kaj sploh so neki te načini, kako smo pa to vsem dosegali? No, najprej je treba astronaute pa opremo spraviti stran od Zemlje. To gre na principu ene take komaj kontrolirane eksplozije, ker nič izmeri kontrolirana. Skratka, orang pržgete od spodaj, pa upate, da vaši astronauti živi pridejo v vesolje. Se večinoma nam kar gre, ampak ne, če izmeri, nažalost, nazaj pridejo pa tako eni taki bogi kapsuli, stisneni noter, 3 ljudje, ena padala prepreča, da bi se zapacali nazaj na Zemljo. Z neki truda zadnje čase se da vsaj to, da recikliramo rakete. To se pravi, da ta spodnji del rakete pride pa tudi nazaj. Ampak to je tako, to je praktično čist novo. To je letos je možno, lanskrat je možno, 5 let nazaj pa ni bilo možno. Tole na sliki je mednarodna vesoljska postaja, ta je v nizki zemeljski orbiti. Ta je relativno blizu, pa tukaj gor smo kristalni gostje. Že kar dolg časa predno je bila pa ruska postaja Mir. To je nekje tam, kar res smo. No, ta Luna je imela pa svojo moč najbolj tam v začetku 70-ih, a ne? Pa nekako se ni bilo več, niso več najdeli tiste te glavne poante, zakaj bi želeli iti na Lune, no pa tudi sredstva so vedno vprašanje. Kako izgleda v tej nizki zemeljski orbiti, bi pokazal kar na enem kratkem izseku iz filma Gravitacija. Tole je čist začetek, v bistvu tako, da ne bom, tudi če slučajno kdo ni gledal, ne bom nekaj spoilal. Mogoče bodite pozorni na stvari, ki se dogaja, ne to probati zgodbe, da dobiti kaj, tak ne bo da dolg odlong. Da naša astronauta sta v enih specialnih oblekah, a ne? V zadju vidimo Zemljo. Visita pa na Hubblovem teleskopu. Tele vidite še, kako se premika naokoli, kadar ni prevezan pa pritrjen. Se malo zabije. Zdaj, če mogoče ne slišite dobro, je ena krizna situacija, pa je treba tale Hubble odklopiti. Ti bi kar to naredil na roko, a ne? Ok, tukaj sem še na koncu upozoril, da bo zmanjka komunikacija, ne, komunikacija se jasno zanaša na radijsko zvezo. Zdaj, kaj so tukaj uporabljali, tako čisto so res dejstva? V nizki zemeljski orbiti, to sem že prej omenil, imamo mednarodno vesoljsko postajo, približno 400 km oddaljeno od površja. Lahko jo vidite danes zvečer ob 20:13 minut, 31 stopinj nad smerjo zahodno od severo-zahoda, to se pravi, najdete severo-zahod, pa greste pa še malo proti zahodu. Pa približno 3 minute traja prehod. Je pa vidite tako kot zvezdica, ne tako kot avion utripa, Interspace Station pa ne. Pa približno 3 minute imate čas, da jo najdete. Ušiba čez nebo. 3 minutke. Ok, Hubble, ko se klele, ko smo videli v tem odlomku, je malenkost višji parkiran v resnici, 540 km stran. In astronauta sta se tako specifično premikala zato, ker sta v območju občutka brez težnosti. To se pravi, na njiju deluje nek, če mu rečemo ponovati, mikrogravitacija. In glih zaradi tega je ta ročen odklop Hubblovega teleskopa malo bolj verjeten, kot zgleda, a ne? Mogoče George Clooney zelo močen, ampak v resnici pa ni nekih sil, ki bi to preprečevali. In ko začne George Clooney rit gor, ena enačbo sem mogel dati, no, ko sem fizik, se ne moram pomagati. Tudi če pač karine, Hubble ima veliko maso, pa na drugi strani Space Shuttle tudi, ampak vseeno en majhen pospešek bo pa naredil, ne? In kaj se bo to zgodilo? Razmikati se bo sta začela. Dosti enostavno. Gledali smo vesoljski sprehod, ne, za sebi iz Hubble. Tole pa ni iz filma. To se je res zgodilo. Hubble je na srečo relativno blizu Zemlji, pa so lahko tja poslali servisno misijo, ki je nekaj crknil, pa so ga zrihtali. Hubble je glih zaradi tega nam omogočil, da smo dobili gore dobrih slik
ki so ga lahko vmes popravili. Če bi bil pa bistveno dlje, bi ga pa precej težji. No, ta obleka jo ščiti pred zunanjimi vplivi, to so tudi dobro, ko vidite v primerjavi s to sliko, ki je resnična, polno, kar je bilo prej v filmu, so se kar potrudili, ne? Obleke so ta prave, Hubble zelo podobno zgleda, še ta priklop Hubble je tako kar solidno podoben. Astronauti se pogovarjajo po radijski zvezi in med sabo in z zemljo. V vakuumu se zvok ne širja, oziroma težko definiramo sploh zvok. No pa v ozadju so tisti skeptiki so sigurno opazili, da je bila narisana okrogla zemlja. Tako pa če. Dokler je mogoče ena čist nova anekdotica. Ameriški raper B.O.B. namreč poskuša s crowdfundingom zbrati denar za izstrelitev lastnega satelita, da bi se prepričal o tem, da je zemlja res okrogla. To je fantastično v svoji ironičnosti, zato da izstreliš satelit, je treba ene dve stvari izračunati, pa upoštevati, da je zemlja okrogla, če ne tista orbita ne špila, čistočno, tako da sam po mojem se tega ni vprašal. No? Ja, kam pa naprej? To se pravi, videli smo zemljo, videli smo Luno, tako malo da hiter, bližna orbita, najbližji primeren planet je Mars nekako. Ko se strinjajo, ni zelo daleč, ni pa prav blizu, razdalja v kilometrih minimalna je nekako 70 milijonov kilometrov, bistveno dlje kot Luna. Ampak so pa zelo realistični plani. NASA nekaj planira, ampak NASA so tako mogoče malo bolj konzervativni. Musk je imel včeraj novinarsko konferenco, kjer je razkril še malo najnovejših planov, ampak tale ladja ostaja aktualna. SpaceX bi naredil nekaj tazga kapele, tam 50 do 200 ljudi naenkrat v smeri Marsa. Tale habitat je pa iz filma Marsa, zdaj par odlomkov si bomo zdaj pogledali. Zakaj mi je ta film fajn? Ok, upam, da je kdo slišal. Audio kabel moš pretakniti v svoj laptop. Če znam to narediti v dovolj kratkem času, da ima smisel. Ja, poskusimo še enkrat, kaj je res kratek video. Računalnik mi sporoča, da sem ravno kar preklopil audio device, ok, ni videti, da je bilo kaj bistveno boljš. Skratka, glavni junak reče nekaj je ujet na Marsu, njegovi so šli nazaj, kolegi, skratka, sami je v habitatu, habitat je namenjen za 30 dni, on nekako gotovi, da bo mogel preživeti 4 leta in njegov sklep tukaj je I'm going to have to science the shit out of this. Skratka, za spremembo od večine filmov tukaj glavni junak ne rešuje vseh svojih problemov z neko spretnostjo ali pa hudo močjo, ampak se proba rešiti z znanostjo. Poglejmo. Ok, imamo to. Poglejmo en čist kratek odlomek iz začetka Marsovca, ki je malo drugačen, kot smo prej navajeni. Ta misija je mogla priti na Mars, pa če dam še enkrat, imamo spet postajo, ki kroži okoli Zemlje, pa imamo metademona, ki stoji noter. Nekaj ne gre čist skupaj, prej smo gledali lune, ki so v mikrogravitaciji, tale pa stoji tipo. No, samo zato, to so si vse kar v redu pogledali, to je maksimum enač, pa tudi vse, kar jih je. Ko se nam kdo zbeže zdaj, a vidim, da že bi živel, dobro. Znači, malo dva smo zgubili. Super. Stvar deluje v resnici, ona postaja se je čist malo vrtela. Če je dost velika, pa se čist malo vrti. To vrtenje okrog centralne osi, kot na tej sliki, to zbrav, postaja se vrti pol tako, ustvarja ta umeten občutek gravitacije. Tole skico je narisal Herman Potočnik leta 1928, gre pa za načrt za obročasto vesoljsko postajo, ki se vrti okrog svojega centra, hkrati je pa še v orbiti. Kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da pač je tistih recimo 400 km oddaljena od Zemlje, sila gravitacije deluje kot centripetalna sila za vrtenje, giba se pa še v pravokotni smeri z eno fiksno hitrostjo, tako da v bistvu
pravzaprav bi lahko rekel, da prosto pada, ampak se lih toliko zmika, da dela krog okoli Zemlje, da ne gre naravnost dol, ampak gre dol pa naprej, to se pravi sem, dela krog. Ok, tako da pač s tem vrtenjem si pol na tem obroču lahko res ustvarite neko tako stanje, kot ste prej videli, Meta Damona, da tam stoji in dela. Ok, Mars je precej dlje stran, kot pa recimo večina naših drugih destinacij. Fino je, če imajo ljudje na poti kaj za jesti. Ali na poti, ali pa tam. In zdaj površina Marsa ni znana, ne, potem, da bi bila prav prijazna. Atmosfera je zelo malo, je tanka, ima napačno sestavo živih bitij, tiste dva roverčka, ko smo jih poslali na Mars, nista nekako zaznala, da je bistveno drugače. Tip, ki ugotovi, da bo mogel preživeti 4 leta na Marsu, začne zganjati znanost v živo. Začne delati en orak eksperiment, in sicer gojenje krompirja. Tale video je mogoče malo daljši, ampak se mi zdi, da lepo pokaže en kup problemov, ki jih srečaš, če probaš imeti habitat na Marsu, od tega, da je treba vsakič iti skozi zračno zaporo, še malo dodatne drame, na tip luknjo v trebuhu, ampak to je bil za potrebe filma. Že brez tega bi bilo dovolj kompliciran preživeti. Skratka, nakople neki te marsovske zemlje, marsovske prsti, da jo rajš reči. Ves čas se mora ukvarjati čez to neudobno obleko, itak sam malo bolj štora spolkovat, pa kakšne stvari pametne početi. No, do tega, ne, da marsovska prst nima noter nobenih hranil, tako da se more, njegova ideja je, da bi se pol še ukvarjal z reciklažo, ta drugo reciklažo, v bistvu že človeških iztrebkov. Prva reciklaža je da se pobere vodo ven, ta del je čisto tak realističen, ker delajo tudi na vesoljskih postajah, obstoječih, skratka reciklaža vode. Tle dela pa v bistvu še obraten postopek, ne? Ker proba vzgojiti krompir zaraz rab kar veliko vode. Ni najbolj srečeno, da mora to početi, sam, če hočeš preživeti. Tole ni mogoče najslabša stvar, ko so ljudje počeli za preživetje. Ok, skratka, gledamo en posnetek kmetijstva, ne, pa se mogoče malo sprašujete, zakaj to gledamo. Stvar so res konkretno razmislili, teli avtori. Tako, ko sem že omenil, ne, par stvari, prst na Zemlji pa prst na Marsu ni isto, vsebnost mineralov, kislost prsti, odsotnost živih bitij v tej prsti na Marsu, pa še nizek odstotek vode, ki je za povrhu še vezano v mineralih. Tako nepraktično je, da bi kar nekaj zrastel. Zelo neverjetno, da bi karkoli, kar mi poznamo, lahko zrastali iz prsti na Marsu. In pravzaprav prst na Marsu je zelo definirana malo drugače. Na Marsu se vse, kar ni skala, pa ni droben prah, šteje za prst. Klele dam recimo jim še dodaten velik plus za to, ker se ti dejansko potrudil, pa je malo globi kopal. Če bi sam z vrha pobral, bi res dobil sam droben prah, od spodaj pa šansa, da je vse malo več vode noter, vse malo boljš. No, pa krompir je bil identificiran kot ena najbolj obetavnih poljščin za gojenje v vesolju. Ali v habitatih, ali pa na kakšnih daljših izletih, a neko potovanje, recimo, da lahko traja tudi več let. Zdaj, to je pa ena stvar, ki si ne moram čisto pomagati, da je ne bi pokazal, to je v bistvu glaven twist v filmu, tudi čisto na začetku, če ga kdo ni gledal. Večkrat spoiler je, skratka, približuje se jim peščen vihar. Okay, to se pravi, če greste v vesolje, dobra šansa je, da boste se srečali s kakšnim problemom. Recimo Mars ima res kar izdatne peščene viharje in v filmu so si to tako zamislili. Ekipa gre ven
pesek vse povsod. Skratka, nič se ne vidi, pesek leti okrog in no, zdaj ste si še lahko ogledali, kje je Matt Damon dobil tisto luknjo na trebuhu, ker je prej malo žulila med gojenjem krompirja. Zdaj tako, Neil deGrasse Tyson, ki je kar znan popularizator znanosti, je rekel, da če se film dogaja v 50 letih 20. stoletja, pa je nov avto z leta 1962, pa bi poznavalec avtov to skoraj mogel opaziti, pa še ploskal bi mu, da je to opazil to napako, no tole je velik fail, drugače. Atmosfera na Marsu je pač toliko redka, da delci večjih velikosti sploh ne letijo okrog. Pač vihar na Marsu v bistvu dvigne ogromno količino zelo drobnega prahu, ampak to je pa to, tako zgleda vihar na Marsu, strni se v bistvu. Pač tiska je letela antena okoli, pa delci, ne, pa Matt Damon, ne, to pa sploh ne, to pa čisto res, ne. No, ampak so pa vzeli so eno zrno resnice, pa so ga napihnili do tega, da so imeli želen efekt. Pač Matt Damon je bil kar naenkrat sam na Marsu, luknjo je imel v trebuhu, tako da je bilo še malo več drame. Mars ima čisto res peščene viharje, prej so hitrosti vetra so lahko tako relativno visoke, no. Tako da nekaj je, ampak realen efekt imate pa na teh slikah pa ni zelo dramatičen, ne? No, kam pa naprej? Če smo zdaj obdelali Mars, gremo lahko naprej, ne, po našem sončnem sistemu. Lahko gremo recimo do Saturna. Zakaj bi šli do Saturna? Ok, ker je zanimiv planet, nek plinast, ki ima te značilne prstane, to je kar dobro vprašanje, in kako so nastali, iz česa so in tako naprej, to daleč relativno težko ocenite. In misija na Saturn, ena čisto zaresna, Cassini-Huygens, se je končala 14 dni nazaj z nadzorovanim padcem sonde v planet. Stvar, ko sem hotel poudariti, pa je, da je ta sonda štartala 15. oktobra 1997, prišla na cilj, to se pravi v orbito Saturna pa julija 2004. To se pravi, sonda je tja rabila 5 let pa pol. Pa so si kar dobro pomagali. Štartali so na Zemlji, pa so dvakrat leteli mimo Venere, vmes en manever, ker pomeni, da so malenkost smer prepravili, ampak te manevri vsakeč, ko greš mimo planeta, pod ta pravim kotom malo pospešiš potovanje. Ta navidezen ovink tukaj je v bistvu sam nabiranje hitrosti. Mimo Jupitra pa do Saturna. 5 let pa pol, v eno smer, ne? Pa če bi hoteli ljudi poslati, ja, fajn, da lahko še nazaj pridejo. To je že 10 let, 11. To je že zelo dolgo, ne? Polno gojenje krompirja mogoče res pride prav, po eni strani, po drugi strani gremo pa mogoče na Saturna pa zaradi česa drugega. Tukaj pa preskakujem v film Med zvezde, Interstellar. Zakaj so šli do Saturna? Šli so na relativno konvencionalen način, nič bistveno hitrejš, kot ta sonda. Mislim, da so rabili neke 2 leti, pa pa so neki spali na poti. Zdaj, klej, ok, zvoka žal ni, saj ne dovolj na glas. Fanta sta tam zunaj videla eno kroglo, ki ni Saturn, ki ni Saturnova luna, ampak je črvina, oziroma wormhole, oziroma v določenih krogih se temu reče tudi Einstein-Rosenov most. Že to ime vam pove, da je stvar relativno resnična, da so neki dosti resni znanstveniki razmišljali o tem. Črvina je v bistvu bližnjica, klej bomo zdaj proba razložiti, če ni zvoka, bom še malo jaz razložil, na primeru papirja, če sta točki na papirju predaleč narazen, kaj lahko s papirjem naredimo v 3D prostoru, ja prepognemo ga, pa naredimo luknjo skozi, ne? Pa imamo bližnjico med tistima 2 točkama, ki je v bistvu narazen sem tisto malenkost del milimetra, kakor se pač papir ne usede čisto ena na drugo, okrog po papirju pa zelo daleč, ne vem, 15 cm. No, v 3D prostoru so si avtorji nekako zamislili, da tisto, kar je krog v 2 dimenzijah, je v 3 dimenzijah načeloma sfera, tako da vhod v črvino zgleda vsaj po njihovi ideji nekako takole. In je v tem primeru relativno velik. Ok, kot sem omenil, črvine so čist možen pojav, ni pa nujno, da
obstajajo. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da črvina sama po sebi ni v nasprotju z veljavnimi fizikalnimi teorijami, ampak nismo še nobene opazili, ni nujno, da kdaj bomo. Mogoče se jih pač ne da vzpostaviti na nekih uporabnih razdaljah. Bi pa prav prišlo, če se lahko zapeljamo tam nekam približno do Lune, pa pademo ven, pri Saturnu smo že kar dobro bližnico naredili. Če pa pademo ven v sosednji galaksiji in gremo hkrati po isti poti lahko še nazaj, to je pa super, Pa smo pa precej rešili problem potovanja po vesolju. No, skratka, glavna ideja je, da ta črvina poveže prostorsko oddaljene dele vesolja dobesedno z bližnjico. To je še kar praktično, No, zakaj so pa šli v firmo Interstellar, sploh do te črvine? Je pa tale posnetek. Poudarke na temule objektu, ne na njegovi čeladi seveda. Tole je načeloma črna luknja, sam ni črna, Zdaj, kar se izkaže, je, da tudi teli niso zgrešili pravzaprav. Zdaj, črna luknja, če se ne vrti, pol je relativno črna. Pa ne moramo v bistvu, to je malo štorasta, črna luknja težko opazimo. Svetloba, rentgen, tako naprej, nobenih pametnih podatkov nam ne dajo. Ampak če se pa črna luknja hitro vrti, pa preostala snov okrog nje daje približen tak vizualen učinek. Teli so šli tako daleč, da so v bistvu objavili čisto resen znanstven članek v reviji Classical and Quantum Gravity. Sicer so na koncu uporabili vizualen učinek relativno počasnega vrtenja, pa gravitacijske, pa časovne efekte hitrega vrtenja. Ampak so se kar potrudili, do ene mere. Ta črna luknja je sicer mogoče v tem potovanju po vesolju je tak intermezzo, ki po mojem mnenju v resnici nočemo iti do črne luknje. To je taka štorasta destinacija, ki se vam lahko zgodi, da tam ostanete, ali pa tako kot v tem filmu, da mine blazno veliko časa za one, ki smo ostali na Zemlji v primerjavi s vami. Tega pa tudi nekako nočete, to je nekako smiselnost vesoljskega potovanja, začne biti malo vprašljiva. Namreč, če hočemo iti na kakšno drugo zvezdo, recimo, do Marsa bi znali, do Saturna se še nekako spravimo, z bratom ambiciozni, pa gremo vsaj do naše nam najbližje zvezde, do Proxima Centauri. Oddaljena je 4 svetlobna leta. Ima tudi en planet. Dobro, najbližje je, planet ima, pa gremo, sam z zdajšnjimi tehnologijami bi trajali nekaj 10.000 let. Kar v praksi pomeni, če zdaj pošljemo eno misijo, oni grejo, pa se mi vmes tukaj na Zemlji ne uničimo med sabo, recimo. Bodimo večkrat optimisti. Zelo verjeten, lahko čez 1000 let pošljemo še eno misijo, pa jih bodo gladko ujela, nekje na poti, pa še krepko pred polovico. To pol ni najbolj smiselno, da sploh pošljete v prvo misijo, če jih boste itak in itak ujeli. V bistvu ste jih obsodili na to, da bodo potovali bistveno dlje, ker bi bilo smiselno. To skratka, obstaja pa še 3500 potrjenih planetov izven Obsočja, kar nam glede na to, koliko smo opazovali, malo če preračunamo, pride 10 milijard Zemlji podobnih planetov. To zbravi, da so trdni, da imajo neko zvezdo, ki je približen svet samo v naši galaksiji. Zato sem se tudi prej ustavil nekje na naši galaksiji. 10 milijard planetov je za moje pojme velika cifra. Tako da destinacij za eksotična potovanja res ne zmanjkuje. Eno tako eksotično potovanje imamo pa še v filmu Potniki, Passengers. Spet so posnetki so od začetka, tako da ne bom preveč spoilil. Kaj hec, grejo na en relativno oddaljen planet, peljejo se s tole ladjo, ki se spet vrti, to smo že prej ugotovili, da je fajn, ker noter dobite občutek umetne gravitacije, pa tale gre na avtopilota. Tako da ljudje lahko noter v miru spijo, oziroma karkoli že počnejo, ker namreč potovanje traja 120 let. Ampak so ocenili, da se jim splača. Na kratko, kaj so uporabljali, vrtenje za ustvarjanje občutka gravitacije, avtopilot, pogon
ni čist definiran. V nadaljevanju filma je pokazan en fuzijski reaktor, pa avtori so rekli, da jih je v ladji v bistvu 8, če to mi ne klapa čist, glede na to, kaj se dogaja v nadaljevanju filma, ampak pustimo. Pa tudi povedali so, da se ladja giblje s polovičko svetlobne hitrosti. To je veliko. V kilometrih na uro, meni se zdi, da zdaj se ne dam benga avta kupati, ker imel to pleniča na števca, no? Ali pa blizu. Ni pa definiran, kako so dosegali to hitrost, ker to je ena do resnici večjih problemov. Zdaj, če naredite en tak hiter skok do svetlobne hitrosti, ki te jo naredita Hen pa Čubaka, trenutno še ne vemo, kako bi se to dali izvesti, ne da bi une noter pač konkretno speštal, čisto tako. Tako da optimalno je, da nekako pospešujete s približno takim pospeškom, kot vas vleče klele na zemlji. Vse to je v redu, to je izvedljivo, ampak tista ladja, ki ste jo videli, je ogromna, not je 5000 ljudi. Gorivo, a ne? Zdaj, dobro, če imate 700 ton, pardon, polovico od tega, 350 ton snovi, pa 350 ton antisnovi, pa to učinkovito pretvorite v pogon, lahko 1000 ton težko ladjo spravite do te hitrosti, približen. Pa tole je lahko malo narobe, ker nisem šel še enkrat preračunal, ampak cifre so nekako tako smiselne. S trenutno tehnologijo, ja, pa ne boste tega dosegali. Tako da od tega smo še daleč, ampak recimo, da se da, ne jim bo, no. Nekaj se da v tej smeri. Zdaj, naslednja stvar, upam, da je to naslednja stvar. Aha, je. In pa še tak klasičen problemček, kaj se vam lahko zgodi na potovanju po vesolju. Oni so sicer zelo praktično uporabljali ščit, da bi se temu izognili. Nabasali so namreč na eno polje asteroidov. Ladja še na avtopilotu, ampak dobro, zna kar konkretno dobro preračunavati take stvari. Ščit tudi pride prav, ne? Sicer spoiler alert, tega tudi ne znamo glih dobro pojasniti, kako bi naredili tale ščit. Aha, pa še en spoiler alert, s polovico svetlobne hitrosti se giblje ta ladja. To pa v resnici ni tak problem, no. Sam to, ki morate dati umetniške svobode, da se tudi to polje asteroidov s podobno hitrostjo giblje glede na Zemljo, to pa ni čist neverjetno. Ker drugačne, ima pa ta kamen hudo preveliko energijo, da bi sam tako lukenco naredil, kot jo naredi. Ok, večkaj je bilo že spoilerjev vmes. Skratka, pomembna je relativna hitrost asteroid ladja. Zdaj, en tak lep ščit, ki ga lahko imate okrog ladje, je elektromagneten, ta vam pobere precej sevanja, ta vam pobere tudi nabite delce, načeloma ne blokira pa nevtralnih trdih delcev. Zdaj, jaz sem tukaj malo pretiraval, ti si bila kar konkretna skala. Plazonski ščit bi načeloma delal, sam bi bil malo šporast, energijsko potraten, veliko dejanske snovi rabite s sabo pelet. Meni je trenutno tale še eden bolj izvedljivih. Bradavičarka je od zadja, ne, pa nekje tam pred koncem zgodbe načarajo takle ščit. To se zdi ena najlažjih rešitev. Ok, zdaj te ljudje, ne, smo pa rekli, 120 let potujejo, to že ni tako nerealistično dolgo, da bi v teh 120 letih razvili tehnologijo, da bi jih naslednja misija prehitela. Pa avtopilota imajo, ladja se, prej smo videli, kaj se je zgodila, ne, kamen preletel ladja ima še neke take relativno dobre sposobnosti, samo regeneracije, popravljanja. Tako da se dobro poprav, razen enega, ne, enega pa niso. No, to spanje teh potnikov je v bistvu hibernacija. In zdaj, klele bomo videli, temu potniku je v bistvu crknila kapsula do te mere, da ga more zbuditi. In zdaj, če ne bila zgodba kar dolgočasna, ne, če bi gledali timelapse 120 let potovanja, v katerih se nič ne zgodi, že skoraj se mora zgoditi. Tle vidim, da se je zbudil iz čist mrtvega stanja, pač v bistvu srčen utrip se mu je začel. Par injekcij je dobil zato, da ne bo preveč slabe volje, ko se zbudi. Ja, se pride takoj punce ga vprašati, če se v redu počuti. Sam se. Dobro, sliš se, ne, bolj manj ga res vprašati, če se v redu počuti.
To je eden teh problemov, ne. Zdaj, za 120 let dati nekoga s povsem ustavljenimi življenjskimi funkcijami, pa upa, da se ne bo postaral, da ne bo zgnil. Ok, se tam smo videli, da se je izmenjala atmosfera v tej kapsuli, tako da mogoče nek specialen plin, videli smo, da so ga oživili, nekih par injekcij. Ok, ne, se ideje imajo. Zdi se mi, da so šli sicer bolj spet v smeri tega, da so vzeli zrno resnice, pa malo napihnali za doseganje zgodbe. Ampak mi je pa všečno ta tehnologija. Zato, ker za 120 let zagotavljati vse, kar rad 5000 ljudi, a ne, to je kar en problematičen model, pa tudi dobesedno se mora zamenjati neke generacije vmes, a ne. Če pa vsi te spijo, pa se ne starajo, to gre pa bistveno lažje skozi. To je tudi v bistvu en način hibernacije, no, sem tam da ne dela, ne, te sam da hitro zmrznejo, pa pol odtajajo. Trenutno znamo pa dosegati neko obliko umetne kome, znižajo telesno temperaturo. Možganske funkcije se pa manj ustavijo, tako da to je kar dobro za operacije na možganih, no, ampak mislim, da se še noben lik je dosti dlje, 14 dni preživel v tej umetni komi, pa že to je čist kritično, ponavadi to samo za čas operacije. No, s tem bi jaz počas zaključil, da ne bom predolg. Mogoče za konec še pogledamo, kaj se meni zdi, da so glavni izzivi za prihodnost človeka med zvezdami. En tak prvi izziv, ki ga po mojem še zlepa ne bomo dosegali, je že kar ta prva točka, sodelovanje celotne vrste. Tam enkrat, ko začneš budžete od Amerike, pa od Kitajske, pa od Rusije usmerjati v isto stvar, bi si mislil, da so stvari začele hitro premikati, pa če ta stvar ni namenjena temu, da bi nekoga drugega uničil, pa sploh, ne. Ampak to je tak, ta je malo konceptualen problem, pa se ga da premagati mogoče. Ogromnih razdalj, ne, samih posed, pa zaenkrat sploh ne vemo, da bi se jih dal skrčal. Prej vmes smo videli črvino, mogoče ja, mogoče ne. Tehnologija pogona je zato ključna. Fino je zagotoviti preživetje na poti, a ne, če ne, nima smisla, da sami rinemo med zvezde. Saj sondo znamo poslati marsikam, sonde nam lahko marsikaj povejo, tako da nekaj se lahko naučimo, ampak človek gre pa težko, a ne, brez teh sistemov. Pa že v bistvu pot do Marsa, samo raketo, da tiste ljudi pa jih poslati do Marsa, to je relativno nevarno. Ker čim greste dol iz Zemlje, vas kar naenkrat nič več ne ščiti. Niti pred sevanjem, no, predvsem pred sevanjem, pustimo. Pa vprašanje smiselnosti, a ne, zakaj bi danes hotel sploh nekoga poslati do, ne vem, ene zvezde, ki je 4 svetlobna leta stran, ali pa še bistveno več, če ne znamo tega res dobro delati. Ja, ni smiselno, a ne, prav zares ni smiselno. Tole je Elon Musk včeraj kazal na svoji prezentaciji, to je njegova ideja, kako bi naredil bazo na Marsu. On je kar optimist, no, prve tovorne ladje ne bi šle na Mars, kakor sem jaz razumel, že z zametki tega čez 5 ali 6 let. 5 let, ja. To se mi zdi ekstremno hiter, ampak jaz navijam za to, da morata, no. Ena druga ideja je pa v bistvu bila tudi pred kratkim odobrena, se mi zdi, da so pol potrdili uradno tudi strani Roskosmosa, to se pravi Ruske vesoljske agencije, da bodo sodelovali z NASA za ustanovitev lunarne orbitalne postaje, pač ekvivalent mednarodni vesoljski postaje, pa krož okrog Lune, je pa ime nekaj v smislu Deep Space Portal, ali približno tako, ker je namenjena nadaljnim skokom. Najprej greš do Lune, pa sistem v bistvu pobegne v večini zemljene gravitacije, greš pa bistveno lažje naprej do Marsa. Elon Musk je malo bolj ambiciozen, pa bi rad šel direkt, NASA je pa malo bolj konzervativna, pa bi radi šli po korakih. Ampak tako, no, jaz mislim, da Mars je naslednja stvar. Pa upam, da jo bomo doživeli. Hvala za pozornost.